Gre za direktnega naslednika Lexusa GS, enega najbolj dinamičnih in športnih predstavnikov te Toyotine prestižne znamke. No, ES želi biti bolj klasično limuzinski in praktično ni bilo mimoidočih, ki jim ES-ova limuzinska impozantnost ne bi ukradla nekaj trenutkov pozornosti. Mi ocenjujemo, da tu nimamo opravka s klasičnim japonskim dizajnom, ampak z veliko bolj trajno eleganco. Se strinjate? No, ko vstopimo, pa se soočimo z nekaterimi prijemi, ki od kupca zahtevajo ključno odločitev. Za razred F-Sport, kakršna je bila preizkušena, ali pa za ES Luxury. No, mi bi se odločili za Luxury in kot slišimo, se za luksus odloči vsaj 90% kupcev. Odločitev pa je sila preprosta, izhaja pa iz zelo neintuitivnega multimedijskega sistema v F-Sportu. Dražji model ima večji zaslon in možnost uporabe bolj intuitivnega Applovega CarPlaya. Kar se vožnje tiče, pa smo se dolgo časa vozili z mešanimi občutki. Namreč avto v osnovnem načinu Eco in Normal deluje nekoliko anemično, dolgočasno, daleč od tistega, kar nas je navduševalo v nekdanjem GS-u. Tudi program Sport ni bistveno bolj dinamičen. Nam pa je športni program Sport Plus odkril tisto pravo plat ES-a. Bolj čuteč volan, odzivnejšo stopalko za plin in v celem bolj vozniški značaj, a brez skrbi. Ne za razliko od nemškega tekmeca, enako poimenovani način ne pomeni podivjanosti, zgolj tisto, kar v resnici ugaja bolj živemu vozniku. No, če je ES lahko tudi vozniški, pa je z ureditvijo kabine tudi zelo potniški. Prostora v zadnjih foteljih je enormno, s tem pa je daleč v vrhu razreda.